Hvala, da ste prišli. Danes bom predstavila mojo pot oblikovanja. Upam, da bom znala vse izraze v slovenščini, če ne bom kakšnega angleškega povedala. Moja pot se je začela na Likovni akademiji v Ljubljani, kjer sem študirala industrijsko oblikovanje. Zmeraj sem si pa želela delati tudi oblikovanje kovin in nakita, tudi sama sem doma delala veliko nakit iz plastike. Tako da me je potem ta pot prinesla v London, kjer sem študirala na Royal College of Art. To je bil 2-letni magistrski študij in sicer je bil študij oblikovanje iz kovin in nakita. Po tem 2-letnem študiju smo imeli na koncu razstavo in na žalost se nič ni zgodilo, noben mi ni ponudil službe, nisem vedela, kam bi se obrnila. Sem pa na srečo delala za mojega prijatelja, za njegovo modno revijo na šoli, ene slušalke, ki jih vidite na desni strani. In te slušalke so bile potem opažene od urednice takratnega Voga, Lucinda Chambers je bila takrat, in jih je hotela uporabiti za naslovnico Voga. In to je bil moj prvi začetek. In potem so me začeli ljudje klicati in so me spraševali, če bi lahko naredila za njih nakit za modne revije ali pa za kakšne posebne stvari, in tako se je potem začelo in potem sem začela v bistvu ustvarjati nekako svojo linijo nakita. Na začetku sem ustvarjala glavnem iz različnih materialov in sem v bistvu raziskovala razne tehnike, kakor na primer tlele vidite na levi je bil pleksi, ki je izrezan z laserjem, na desni je bila pa guma, ki je bila izrezana z vodnim curkom. Tam na desnem zgornjem vogalu je bila ena mojih prvih uspešnic, to so bile zapestnice, 7 zapestnic skupaj, ki so se imenovali 7 sins, 7 grehov. In ideja je bila taka, da ko nosiš ti zapestnico, da potem, ko se ta zapestnica strga, kakor da si odrešen tega greha. Ljudje pa to niso tako razumeli, tako da so mi pošiljali skozi te zapestnice nazaj. In to je postala katastrofa, ker smo v bistvu izgubili več denarja na tem, kakor smo ga naredili. Potem se to ne bo šlo z gumo, smo potem probali z usnjem. Tudi to je bilo lasersko zrezano, to je bilo malo boljše, niso tako lomili. To so bili potem še eni drugi dizajni. To je bil en drug material, ki se imenoval Velbek, to je en tak zelo industrijski plastičen material, ki smo ga na roko v bistvu sami rezali in ga krivili potem za vročino v studiu. Te metuljčki so bili pa začetek ene nove kolekcije, ki sem potem nadaljevala tudi v kovini in so bili tudi lasersko izrezani. In zaradi teh metuljčkov so potem meni tudi recimo poklicali, recimo to je bil Gucci, to so uporabljali so me poklicali, da bi naredila za njih uhane, ker v tistem času, v 90-ih, večina teh modnih hiš niso imeli v bistvu znotraj svojih oblikovanja nakita. Sploh pa tazgane, ker so različni materiali, kjer se potem ne da nekako komercialno izvajati. Potem sem delala par takih stvari tudi za Lanvin, Exte in par drugih firm. To sem potem začela oblikovati tudi pleksi material skupaj skombiniram z srebrom in s kovinami, ker je pač pleksi se tudi lomi, tako da smo potem tudi to nekako ugotovili. In to je bil začetek tudi prvih torb. Torbe so bile tudi, držalo je bilo izrezano iz pleksija, telo je bilo pa iz usnja. To je bila ena druga kolekcija tudi torb, to je bilo vse v bistvu dosti na začetku, isto je bilo iz pleksija in iz kovine. To je bilo leta 2000. In potem sem čez več kot 10 let, to je bila kolekcija jesen zima 13, se povrnila nazaj k temu, oborožena z dodatnim znanjem, da to v bistvu se ne splača delati pri nam v naši delavnici in sem dala to profesionalnim tovarnam za zrezati. In smo potem naredili kolekcijo, katera je bila totalno izrezana in izdelana in ukriljena vse vzunaj. In tudi torbice so naredili, to je bila torbica, taka zelo majhna večerna. No in potem sem prišla nazaj na stvari, za katere sem v bistvu študirala, kovine. Moje
moje izobraževanje je bilo tudi industrijsko oblikovanje, tako da sem jaz hotela narediti nekaj takega, kar ni bilo treba toliko na roko izdelati, tako da sem začela uporabljati stvari, ki so nekako na pol izdelane. Tako da smo začeli uporabljati na vseh teh kosih, ki tukaj vidite, z jedkanjem so nekako postale ene take na pol izdelane komponente, ki smo jih potem mi samo krivili, ne. Vse te so bile že, pridejo kakor eni taki ravni plošči in potem se jih samo skrivi in zbrusi. Potem smo uporabljali tudi nitke s kovino, to je bila ena taka gumica, ki je držala stvari okrog telesa. Les in srebro. To je takrat, to je bilo sem predstavljala tudi okrog leta 2000 in moj PR je takrat rekel, da Lara, to sploh ni nakit, to je v bistvu pohištvo. In da bi jaz mogla delati pohištvo. Takrat jih nisem poslušala. Evo, še 15 let naprej smo šli nazaj v to. To je tudi zjedkano, lahko bi bilo tudi sicer štamfano, ampak jedkanje ti omogoča, da lahko ti v eni plošči ustvariš veliko različnih elementov. In potem, ko jih skupaj nanizaš, deluje tako nekako zelo organsko, tako da ne deluje tako industrijsko in ni tak generičen rezultat. To je bila, jedkanje smo tudi ustvarili, to je bila mešanica jedkanja in štamfanja. Z jedkanjem smo ustvarili teksturo in potem smo jo navezali na verižico. In takrat sem potem ugotovila, da v bistvu z jedkanjem imaš lahko nekako na dva načina deluješ, ali da jedkaš površinsko ali pa da jedkaš skozi kovino. In kadar jedkaš skozi kovino, ustvariš v bistvu zelo velik detalj in to tako izgleda, kot da je en tam sedel, pa da je to rezal cel dan z žagcev. V bistvu je pa to pride ven iz ene plošče, tako zelo hiter. In takrat sem začela potem uporabljati tudi prvič nekako te organske motive, ki so dosti bolj komplicirani. In potem sem uporabljala tudi motiv metulja, ki ste ga že prej videli, tam zrezan v plastiki, v kovinah. To je bil eden prvih od naših bestsellerjev, posebej v manjših kosih, kakor so recimo tele zapestance. In skombiniran sicer z verisco. In ta verisca je bila taka geometrijska, tako da je dala eno tako strukturo temu. Na uhani so bili eni najbolj prodajanih izdelkov. To je tudi pol iz revije, ne. Potem sem ugotovila, da so ljudje v bistvu najbolj odzivani na take stvari, ki jih najbolj prepoznajo. In to so recimo metulji, sončki, srčki in rože. In potem sem rekla, okej, bomo probali zdaj potem rože, ampak eno tako rožo, ki je meni všeč, ne. To je pa recimo anturium. Sam kar je anturium, taka večja in malo bolj seksualna roža, se ni tako dobro prodaja. Tukaj smo potem skombinirali spet to jedkanje in velbek material. To je pa večji kosi iz jedkane medenine, brez uporabe verižic, ker smo ugotovili pri metuljčkih, so se verižice zelo lomile. In potem sem prišla leta nazaj, potem sem rekla, okej, zdaj idemo probati nekaj takega, kar bo malo lažje za proizvajati. Tako da smo uporabljali samo velike kose. In te so bili potem dosti bolj enostavni. Zato, ker je jedkanje narediti tako kovino zelo lahko, potem v bistvu lahko uporabljaš zelo velike stvari. Tudi tele uhani recimo so bili kar ogromni, ampak so bili zelo lahki, ne. V istem času smo potem začeli razvijati tudi modne dodatke, torbice in usnjene razne zadeve, pasove in tako naprej. In potem, ko postaneš enkrat prepoznaven za eno določeno tehniko, po tistem času ljudje niso to veliko tega uporabljali, to kar novo. Sem se potem odločila, da bom to uporabljala tudi na torbah, da to postane nekako bolj prepoznavno. Tako da smo uporabljali to kovino na torbah v veliko različnih kolekcijah, ne. Tako da so te videli zdaj tlele na raznih motivih. No, potem fotografije so zelo pomembne, sploh v zadnjih, ne vem, 10 letih, ko se je začelo bolj prodaja po internetu in nadaljavo, ker takrat ti ne vidiš tega kosa, tako da moraš potem v bistvu izražati svoje
kaj ti si in kako se to nosi na fotografiranje. Tako da smo začeli uporabljati prvič veliko fotografov. In takrat potem lahko tudi vidiš, kako cela kolekcija skupaj pride. Ne? Naslednji prelomnik je bil kovine, verige, ki so postale en najbolj pomembnih delov naše blagovne znamke. To so bili začetki leta 2000. To je bila verižica, ki se imenovala Kobra. In takrat sem ugotovila, da ta verižica, ker je ploščata, da je lahko v bistvu spajka skupaj zelo dobro in zelo hitro in kljub temu ostane gibljiva. In tudi se lahko lepo spajka na kovinske profile. In tudi z uporabo različnih verižic sem potem začela to raziskovati, kako se to kombinacija verižice in trdih predelov. Te profili so sicer bili že industrijsko narejeni, recimo, tako da tega v bistvu mi nismo delali, te piramide in te teksture, tako da to je bilo v bistvu samo izrezan in skupaj dodano. Naslednja pomembna kolekcija je bila Marina. To je bila zelo uspešna kolekcija. To je narejeno iz določen tip verižic, ki je sestavljena iz nekakšne krone. In jaz sem ugotovila, če to krono odpreš, jo potem lahko spet zapreš na drugo krono, tako da postane v bistvu en tak neskončen krog brez, tako da nimaš nobenih stikov, ja, hvala. Tako da vse te verižice so take, da jih samo daš lahko na glavo, čez sebe. In v različnih velikostih, različnih modelih pridejo. In potem sem ugotovila, da bi z te verižice lahko naredila tudi nekakšne vozle in da te verižice se zelo lepo prepletajo. In takrat sem začela potem študirati tudi knjige o jadranju in o vozlih in probavati razne variante iz kovinskih verižic na iste načine. Ta zapestnica na desni je v bistvu kakor ena kita, ampak kita, ki je brez spoja, tako da jo daš samo na roko. In to je bilo veliko kopirana, ta verižica. To je pa začetki zapestnice, ki se je imenovala Laratela. To je bila ena najbolj prodanih zapestnic. To je bil tudi čas takrat, nekako leta okrog 2005-2006, takrat je bil čas v modi in takega ekscesa. Zato je bil tudi ime Laratela, kakor verzija na Donatello, Versace. In ta na levi je končna varianta. To je bila tudi zapestnica, ki je Samantha Cameron kupila za Michelle Obama in z tega postala zelo znana in ta stil smo mi potem prodajali več kot 10 let. Potem smo to tudi uporabljali na torbah, na pasovih, različne variante in potem je to postalo nekako en tak sinonim, kaj mi delamo, skozi konstantno uporabo istega motiva. Naslednja kolekcija, ki je bila zelo uspešna, se imenuje Eclipse in je postala isto iz igre iz verižic. In to je nastalo tako, da sem jaz v bistvu vzela eno verižico in jo potem spajkala zraven z druge in sem ugotovila, če jih spajkaš v določenem razmerju, da verižica se zmeraj ostane gibljiva. Tako da k temu dobiš novo obliko verižice, ki je ustvarjena iz same verižice. In potem, ker je pač to bilo tako gibljivo, jih lahko tudi prepletaš nekako. In takrat sem bila tudi na Japonskem v istem času in tam imajo zelo fantastična ta špageti križišča, tako da je tudi to nekako inspiracija k temu. To je Lunar Eclipse ogrlica, to je tudi ena zelo uspešnih. In Saturn v Hani. Ta verižica je tako nekako zelo senzualna in mislim, da zato je bila ta kolekcija tako uspešna, ker je zelo prijetno jo nositi in je zelo tako nekako igrivo, ki jo nosiš, skozi bi lahko to tipal nekako. To je bil polo obesek kot manjši kos, čeprav še vedno velik. In tukaj to so potem razne fotografije, ki smo jih mi sami naredili za našo spletno stran.
ker je ta kolekcija se pač prodala, več let smo v različnih letih to naredili različne slike. Potem pa še nekaj iz tiska, recimo, jaz mislim, da uspeh te kolekcije je bil zato, ker ta kolekcija se nekako samo prilagaja, lahko jo uporabiš kot v zgodbi o večernih oblekah, lahko jo nosiš za t-shirt, lahko jo nosiš kot je afriški stil, lahko je safari, lahko imaš, ne vem, nautični. In se v zelo velikih različnih stilih to uporabljali. Evo, tle bolj tako grafični. Pa tudi znane osebnosti, to je ena igralka, ne spomnim se, kako je ime. A ti veš? To so potem torbice z istim motivom. Smo naredili, da so v bistvu taki profili noter in potem se to okrog šiva, tako da ima isti ta jezik. To je z naše lookbook. In potem smo to tudi začeli ustvarjati tudi šale, to je bil digitalni tisk na tekstil in smo v bistvu za fotografijo teh elementov smo potem ustvarjali take vzorce. Tudi za Marino kolekcijo na levi strani, za Laretela zapestnico. In pa za Apollo obeskom. No, kljub temu pa so bili najbolj prodani šali tele, ki so z leopardom in z verižico. Ker pač leopard je en tak klasičen motiv, ki se verjetno najbolj prodaja. V nadaljevanju smo potem kasneje, čez kar par let, naredili to kolekcijo, smo imeli Schumacher. Schumacher kolekcija pa kot ena minimalna, kot diffusion line od te Eclipse kolekcije, tako da se uporablja manj verižice, ker ta verižica je zelo draga, veliko dela je, spajkanje vse te verižice ena zraven druge, pa še veliki kosi so, tako da po zlato oziroma po srebrjenje je zelo drago. Tako da smo potem s tem, ko so kolekcijo začeli, to je bila zapestnica 2. To je tudi iz našega lookbooka. Fotografije bi jaz rekla, da so zelo pomembne na splošno, ker sploh danes, ker se komunicira povsod, ne samo po internetu, ampak tudi po socialnih medijih. Tako da količina teh fotografij, ki smo jih mi proizvajali, je kar velika, sploh v zadnjih 5-7 letih. No, problem pri verižicah je bilo pa to, da so se verižice veliko trgale in lomile. In ljudje to razmišljajo tako, ko kupijo oni eno zadevo iz nakita, oni mislijo, da to mora biti za zmeraj, ker je kovina. Ljudje se ne predstavljajo, da je to v bistvu nekaj zelo krhkega na en način. In rešitev potem, ko smo začeli se o tem premišljati, kaj bi lahko jaz zdaj s tem naredila, je to, da pač narediš to, kar vsi delajo, in to je ulivanje. Ulivanje je najbolj komercialen postopek v nakitu. Večina tovarn, ki dela nakit, se ukvarja samo s tem. No, to je bila kolekcija Metropolis. In kar je pa zanimivo pri ulivanju, pa da lahko uporabljaš tudi kamne in pave tehniko, recimo. Tukaj je to uporabljeno na enih takih dosti industrijskih, geometrijskih elementih. To je bila kolekcija Koko. To je bila inspirirana, ko sem bila noseča, ko sem vzela ta biser kot zavit kot en otrok znotraj te kovine. Ta se je imenovala Zen Garden. To je bila inspirirana kakor z drevesi in z rožami in grmovji. In so bili v bistvu samo sestavljeni elementi. In v resnici sem se zelo tako zgogla, da smo uporabljali trakove od zadaj. In v istem času smo potem delali tudi čevlje. Čevlje je bilo malo težje kombinirati z nakitom, razen če ne postanejo potem zelo večerni čevlji, tako da so imeli nekako drugačen jezik. No. V istem času smo začeli delati iz srebra, ta je kolekcija Aj, to je bila narejena iz srebra in oniksa, tako da je to poldragi nakit v bistvu. In tudi nekako ima vpliv art decoja na en način. Spet slikanje od naše. Naslednja kolekcija, ki to isto tehniko uporablja, je
je bila balkoni, ko so kot nekakšni balkoni, v bistvu inspiracija iz arhitekture. To je bila collision in tukaj se gre za razcep sfere, krogle na polovico in kako da te kugle nekako zdrsijo na stran. To je postal en od velikih motivov, ki sem jih pa uporabljala veliko tudi v pohištvu. In naslednja kolekcija je bila Solaris. Solaris je bila ena mojih prvih kolekcij. Ideja, glavne elemente te kolekcije so krogla z kvadratnim profilom in pa razdeljenje te krogle na polovico. Tukaj je bila kot recimo tele so narejene iz zlata in agato, tako da smo jih uporabljali v različnih reinkarnacijah, kot recimo iz plemenitih kovin. Tele so bile ametisti, lapis, turkizi. Tukaj so bili agati in diamanti. Uporabljali smo pa v bistvu isti motiv tudi na torbah, ne, tako da nekako je bilo podobno. No, in pred parimi leti smo pa tudi lansirali čisto v totalno drugačni, v medenini, v veliko cenejšem materialu in brez kamnov, kot ulitek v enem kosu. To je bila kolekcija Nadia, to je bila inspiracija tukaj iz ritmične gimnastike in sicer z trakom. Nadia Comaneci. In ta kolekcija je tudi direktno vplivala na razvoj klopi, ki jo boste videli kasneje, ki se imenuje Friendship Bench, kjer se gre za zavijanje traku, sploh ta desni kos. In kar je bilo fajn pri tej kolekciji, kot da sem ustvarila nekaj, ki je zelo voluminozno, ampak skratka ne tako težko in s tem nekako ustvarjaš eno obliko, v bistvu znotraj je pa prazna, ne. Potem smo začeli ustvarjati tudi veliko slik takih za still life, se temu reče, da so bile nekako v določenem okolju brez ljudi. Ta kolekcija je bila Steinmark, tudi nekako vplivana z razvijanje iz Eclipse kolekcije, tudi je bila ulita iz srebra in pozlačena, nekako simplificirana. In takrat se je tudi začelo nekako, da v zadnjih 5 letih je bilo veliko tega, da ljudje so zahtevali vedno manjše in manjše in manjše kose. Tako da je v bistvu nekako razvoj Eclipse kolekcije do najmanjšega, kot vidite na tistem uhanu, ne. In takrat sem potem v bistvu ugotovila, da je meni to postalo že zelo dolgočasno. Ker če imaš tak majhen prostor, na katerem se lahko izražaš, lahko si zelo omejen, kar lahko s tem delaš. In v tistem času sem začela potem se veliko bolj ukvarjati tudi s pohištvom. Ta kolekcija se imenuje Moon Mechanics. Je v bistvu bila ideja, kakor da greš na Luno in se ti vesoljska ladja razpade in najdeš veliko žebljev s krogi. Je tudi srebro in biseri, pravi biseri so bili tukaj. In tudi veliko manjša je, kot vidite, kosi se zmeraj nekako manjšajo tukaj. To je Planetaria kolekcija, ta je bila ena bolj pomembnih kolekcij. Začela se je pa tako, da sem se v bistvu igrala z idejo, kako se naredi iz ploščatega kroga okroglo sfero. In sem v bistvu ugotovila, če krog izrežeš, ga prelomiš, ga prepogneš na pol in te 3 elemente skupaj združiš, da nastane ena taka kugla. In potem začela še to ven sem izdolbla in če daš noter, lahko potem daš noter, kakor nastane ena kletka, lahko potem noter daš en drug element, ki se potem premika. In to je bila kar uspešna kolekcija. Smo v bistvu veliko raznih kosov z tega naredili.
evo, od manjših do večjih. Potem vam pa lahko še pokazala naslednja, še ene par nakita iz plemenitih kovin, ker v bistvu ni bil to naš, kako bi rekla, naš glavni biznis, to je bilo v bistvu bolj tako po strani. Ker večina ljudi, ki se ukvarja z oblikovanjem iz plemenitih kovin, jaz njim kličem, da so oni to stone dealers. V bistvu so to ljudje, ki prodajajo v bistvu drage kamne in v bistvu dizajn je sekundarnega pomena. Tako da ta nakit je bil narejen iz paladijama in z diamanti, notri so tudi biseri. Dizajn je bil narejen mi smo večinoma, kadar smo uporabljali olivanje, je bilo vse narejeno z 3D tiskanjem tako ali tako. To je v bistvu že zelo stara tehnika, ker se o 3D tiskanju govori, to smo mi verjetno uporabljali že 12-13 let nazaj, to ni nekaj novega. Samo, kar je bilo pa nekaj novega, da so pa pri plemenitih kovinah se lahko začel uporabljati zelo, zelo tenke kanale. To je bilo včasih nemogoče, recimo v litke tazga, ker ta žička je 1,2 milimetra. In ta perla, ki je znotraj te biseri, so v bistvu tudi prosto premikajo. So nekako fiksirani na eno tako žičko, ampak se premikajo. To je bil največji kos. To kolekcijo je bilo zelo težko prodajati in jaz mislim, da je to razlog v tem, ker pač niso veliki kamni. Ponavadi ljudje, ki kupujejo plemenite kovine, so moški. In moški kupuje za žensko, oni hoče imeti kakor nekaj, da je to ena investicija, da vidijo, da je to en velik kamen, ki se ga potem lahko tudi proda. Tazga nakita pa zelo težko lahko za kamen prodaš. V bistvu, če ga stopiš, imaš kovino in veliko majhnih diamantov, ki nima take vrednosti. Palladium je bil takrat zelo pocen, zdaj mu je pa cena zelo zrasla, v bistvu že tako kot platino, takrat je bil pa kot en ceneni zlato. Potem za konec vam še pokazala 3 trgovine. Za začetek smo imeli, prva trgovina je bila na Hoxton Squareu, zraven na levi je bila White Cube galerija, zdaj se to zelo spremenilo, to je bilo nekaj leta. To je bila trgovina, ki si v bistvu pozvonil in si mogel iti potem dol noter. Interijer je bil narejen od Elastic, Slovencev, Mike. Je bil super dizajn, stene so bile iz blaga, strop je bil pa uporabljen, je bil zelo inovativno, stene so bile iz enega tazga jerseyja, ni bilo, ja. In malce od gosilcev so bile, ja, ker je mogel biti varno odporen, pa smo to veliko iskali, kaj bi bilo varno odporen material. Strop je bil pa iz ene take, tudi nekaj gosilska, ni bilo ena špaga. Izolacija, izolacija. In celo stekleno je bilo, tako da je bilo v bistvu zelo nevarno izpostavljati. Ampak efekt je bil zelo super, res. Pa še te mize so bile na sredini, ki so potem dvignil te kokorene take mehurčke, ki so jih potem dvignil, da si prišel do nakita. Druga nakita, tudi Elastic so delali, je bila na Sloane Streetu, je malo bolj fancy predel, je bila dosti manjša in čisto obratna. Če je bila ona bela, je bila potem ta črna. Je bila pa narejena iz keroka, težko se zdaj vidi v bistvu interijer notri, ker je nakit od spredaj, ampak so bile take ukrivljene plošče, tako da je bila, se je bilo tako zlato-črno, tako kot ste v zunaj vidi. Ta tretja trgovina je bila pa na Goulburn Road. Tukaj smo pa že začeli delati pohištvo, tako da je bil čist drugačen prostor, je bil pa kot eno v bistvu galerijski prostor. Zato smo pa uporabljali tudi te galerijske podstavke, v katerih je potem nakite stavljene, tudi veliko prostora potem za pohištvo in za vaze. To je to. Potem vam pa še pokazala še drug začetek. Drug začetek je bila pa moja druga reinkarnacija, ki se imenuje Bohinj Studio. Bohinj Studio sem pa ustanovila, to je druga firma, čisto drugačna, sem pa gotovila za oblikovanje predmetov in pohištva, s katerim to je bilo ustanovljeno 2016, s katerim sem pa že par let pred tem ukvarjala pod drugo blagovno znamko. Ene mojih prvih stvari, ki sem jih v tem področju delala, so bili ti svečniki z švedsko firmo, ki se imenuje Skulptuna. Skulptuna proizvajajo v glavnem male predmete za dom iz medenine. In
so me prosili, da bi naredila za njih svečnike. Svečniki so zelo popularni na Švedskem, zato ker je pač temno pol leta skoraj. In tehnika tukaj, ki je bila uporabljena, je bilo jedkanje. Jedkanje je zelo fajn, posebej za svečnike, ker pač dajo tako zelo dobro svetlobo. Te svečnike so postali v bistvu njihov bestseller in še zdaj zelo dobro prodajo. Verjetno zato, ker so v bistvu dosti enostavni in nekako prepoznavni. No. Recimo smo uporabljali tudi, če vidite na drugi, na sredini je motiv iz Lunar Eclipse Vrižice, ki so ga na Švedskem sploh že zelo prepoznali, ker Švedska je bila ena od naših glavnih trgov za nakit. Druga kolekcija za skulpturno je bila Wilkinson, to je bilo za namizni pribor. Wilkinson se je imenovala po človeku, ki je izumil Dazel, vzorec za ladje med drugo svetovno vojno. Tu imamo tukaj posodo za svinčnik, pisanski regal, pa še okviri so bili. Tukaj je bilo jedkanje samo površinsko, to je bila njihova razlika, drugače pa v bistvu ista tehnika, kot pri svečnikih. Moj začetek v te oblikovanja predmetov se je začel v bistvu z privatnimi strankami, ki so želeli, da za njih oblikujem razne razdele. To so recimo cigaretnice, ta je bila narejena iz zlata in iz rubinov, torej za privatne stranke. Una v desni gor je bila pa za cigaretno firmo Sobrani. In to je bilo, so oni potem dali kot darila za njihove posebne stranke. To je bil pa Solaris kinetična škatla oziroma objekt. Vsi ti kosi se premikajo, tako da se na koncu sestavijo kot ena kugla in potem, ko jih razprostreš, so znotraj predali. Tle se vidite, so trije, en ima za cigarete, od spodaj je pa kot pepelnik in ta pepelnik lahko potem tudi ven daš, oziroma ga lahko zapreš, ali ga pa ven daš in ga spraznaš in ga umiješ. No, iz tega predmeta je potem tudi izhajal moj prvi kos pohištva, to je Solaris miza, ki je bila predstavljena na wallpaper razstavi v Milanu, handmade, ki imajo vsako leto. In oni sicer povezujejo dizajnerje z različnimi proizvajalci. In glede na to, da sem jaz že predelala nakit in sem uporabljala kamne, je bilo to tako logično nadaljevanje. Vsaka plast na tej mizi se premika zelo precizno in tiho. Tukaj smo uporabljali tak japonski kuglični mehanizem. Miza je okrog 400 kg, ampak premika se pa kot papir. Mislim, to je zelo neverjetno tiho premikanje. Bila je izdelana v seriji 10 komadov. En najdražjih kosov, ki sem ga naredila, 45 000 funtov. Omejeno na 10, prodali smo jih pa 7. Potem smo izdelali tudi manjšo verzijo za privatno stranko, ker jih hotel imeti pač manjšo mizo, ta je 70 cm diameter, one so bile 100. In ker je bila to sodelovanje z Lapisido zelo uspešno, smo potem sodelovali še z 2 drugimi kolekcijami, vse so bile v glavnem, druga kolekcija bila samo za mize. Bile so 3 mize, ta je stranska mizica. Ideja tukaj je bila, da je cela miza sestavljena iz krogov, se pravi, od zgoraj je krog, ki je razdeljen na pol in marmor so pač vsi krogi, sedi na krogu in tole na strani, ki jo podpira, je pa pol kroga, tako da je v bistvu cel koncept, da se nekako iz krogov izhaja, kot iz Solaris mizice, seveda. To je bila kavna oziroma klubska mizica. To izhaja tudi Solaris mize, kadar sta dve plasti Solaris mize odprt, dobiš nekako ta preboj in tudi tisti so nekako te škatle znotraj. In to so predstavili na sejmu 2015 v Londonu, na London Design Festival, na Decorex se imenuje. Tudi ta miza je stavljena iz pol kroga v bistvu in iz intarzije. Za intarzijo pa v bistvu bil navdih iz tla, ki so v Benetkah, ker tam so pa zelo dobri mojstri, kar se tiče raznih
marmorjev in rezanja in ustavljanja kosov. No in ker je bila ta druga kolekcija tudi dosti uspešna, ampak je bilo težko prodati, ker so zelo dragi kosi, ne tako dragi, kot so Solaris. Smo potem rekli, dajmo narediti kakšne manjše kose. In potem so bili tukaj svečniki, Stargazer Candle Holder se to imenuje, in tukaj mogoče potem tudi lahko vidite isti vpliv, kot je imela ta Solaris kolekcija Nakita, v bistvu so isti materiali, isti elementi, kugla in profili, ravni profili, samo da tukaj niso kvadratni, ampak so okrogli. Ta je bil ta je bil pa za 3 sveče. Ti kosi so bili zelo dobro vzeti v javnih medijih. Ustvarjali smo tudi veliko raznih slik, ampak prodajati so se pa začeli dobesedno v bistvu šele lansko leto dobro. Tako da včasih je ta čas, sploh pa pri pohištvu je zelo dolgo časa traja, preden ljudje v bistvu sploh to vidijo, premislijo, kaj bi radi imeli in potem šele naročijo. Zraven smo tudi naredili še ene par posod. Jaz sem to zdizajnirala, da so bile čisto majhne posode za milo. Oni so jih pa hoteli narediti kakor velike posode za, ne vem, za sadje. Sam pa, ko so jih naredili, pa so ugotovili, da ta ena taka posoda je v bistvu 5 kil, tako da te posode je bilo zelo težko prodajati, ker je bilo nemogoče pošiljati, sploh po internetu nikamor ni šlo. Potem pod manjše kose spada tudi ogledalo, seveda, ker je pač na steno z enega kosa. Tukaj je v bistvu tudi inspiriran iz Collision kolekcije iz Nakita, ker je kugla presekana na pol in premaknjena. In to je bil še zadnji kos, ki smo ga skupaj naredili, ki je bila konzola, in to je bil pa najbolj priljubljen kos na First Dibs, kjer tudi pohištvo prodajamo. In isto gre za to, za krog in za kvadratne profile. Iz tega smo potem naredili tudi respektivno razstavo v Londonu v Sketchu 2016. Solaris, ta majhna mizica je bila to. Lunar, stranska mizica. Tukaj se bolj vidi, da je spodnji del pol krog, ogledalo in svečniki. Potem bi vam pa rada še tole pokazala še v tisku. Je bilo to dosti zmenjeno, to je bil Hall and Corner časopis. So zelo lepe fotke naredili. Mislim, to je super, kada ti dobre fotke narediti in treba sam slikati. To je bilo Financial Times, How to Spend It, pa Vanity Fair. Se zelo težko videti, da je to lunar misa, saj pa fotka zelo lepa. Svečniki v El Deco, zelo lepe barve. In mislim, da to je bilo tudi El Deco. A je, ne. No in pa so celo uspeli priti na glavno stran tlele nizozemskega El Deco, zdaj to je bilo pred 2 meseci, se mi zdi. Tako da to se, kljub temu, da je ta v bistvu star dizajn 3 leta nazaj, v bistvu še zdaj se nekako smatra kot ena noviteta. V Nakitu pa ni šans, ne. V Nakitu bi pa to bilo že stare novosti, noben ne bi hotel v bistvu tega uporabljati, ne. Tole je bil en projekt, ki sem ga delala za Bloomberg, ki se imenuje Waste Not Want, in oni so imeli tako idejo, da bi poklicali dizajnerje, da bi uporabili vso njihovo staro pisarniško opremo. To so stari računalniki, ne vem, tipkovnice, telefoni, in so nas povabili v njihov en depo, kjer pač to se spravljajo. In jaz sem vzela računalniške ekrane, sem jih odprla in noter so te folije, ki jih vidite na površini teh miz, ki so tako holografsko nekako svetijo, ne. Problem v tem je bilo to, da odpreti računalnike, jih razdreti in to ven prodati in narediti novo mizo je veliko več dela, kot če je bila ta miza narejena recimo iz marmorja, ne. Ampak je dobro, da se pokaže, da se da del enih zavrženih predmetov reciklirati. To je bila moja prva predstavitev v Milanu, ker sem pripeljala še vse te mize, ki smo jih naredili za Pesido, potem so bile še luči in nova keramika. To je bil šov, ki se imenuje Ladies and Gentlemen. In na meni je bilo to v bistvu takrat predstava, da sem ustanovila Bohinj studio, to je bila v bistvu prva razstava, par mesecev po tistem, ko se je ta firma ustanovila. Tam smo tudi predstavili to moje prvo sodelovanje z Bauer hotelom. To je bila art rezidenca,
in sicer v Muranu. In naredila sem te vaze, ki imajo kovinsko strukturo in pa stekleno telo. In to je v bistvu kakor nekako reprezentira Benetke, ker Benetke sedijo na eni taki konstrukciji iz kolov, pa je slovenskega lesa celo. In steklo je kot ena voda, ki se čez to razpira. Vsi so unikatni, vsaka vaza je bila različna. Meni se je bilo 10 kosov in v bistvu nikoli nismo vedeli, kako bojo oblike izpadle. In to je bilo v bistvu zelo odvisno, ne tudi od mene, tako da jaz sem lahko nekako narisala približno obliko, ampak je bilo vse odvisno od mojstra, kako je on, ta mojster, to napihal. Takrat sem tudi videla, da vsak mojster ima nekako svojo značilnost, kako on to dela. Tako da če mi je delal Mauro ali pa Alessandro, je bila čisto druga vaza. Ne. Pa je bila ta vaza tudi tam na sredini je v Wallpaper reviji. In takrat v Milano smo tudi predstavili tele luči, to so bile Collision, to je bilo v bistvu tudi iz Nikita inspiriran, samo da je bila tukaj še kugla razcepljena na 4, ne samo na 2, na 4 dele. So 3 luči, majhna pa velika namizna, pa še lestenec. Material je bil pleksin in aluminij. Najprej smo začeli z medenino, sama medenina je bila zelo težka, ker je bila skoraj 30 kg. Iz aluminija je bilo pa 5, to smo potem spremenili. Evo, potem smo spet sami svoje fotke delali, ker vedno rabimo material. To je bila Friendship Bench, klub prijateljstva. To je bila moja prva javna komisija za občino Kensington in Chelsea. In sicer za poseben predel, ki se imenuje Goulburn Forum. In to je en tak predel, kjer je zelo veliko različnih narodnosti živi. Tam imaš Maročane, Portugalce, Irce, Angleže, Židje, ali kateri so bili. In vsi te trakovi, ki so skupaj, ne bi kao simbolizirali, kako ljudje živijo različne. Vsak trak je malo drugač, vsak ima svoj kalup, kako ljudje živijo skupaj nekako v harmoniji, ampak vsak je malo drugačen. V zadju se tudi vidi tale Trellick Tower, to je en zelo pomemben brutalističen spomenik v Londonu, ki ga je dizajniral Erno Goldfinger. Potem je tudi so pomenovali, mislim, da Ian Fleming zelo ni bilo všeč ta stavba, rekel, da je zelo grda in zato je ponoval tudi onega Badija svojega v svojem filmu, ga je ponoval Goldfinger, tako je. Produkcija je bil zelo zahteven kos, cel postopek se je začel leta 2014, je bilo kar zahtevno narediti, ker je bilo pač 10 kalupov, pa 2 materijala sta bila. Z dizajnerjem pa leta 2014, ne. Ampak takrat, ko smo ga postavili, je bilo glih nesreče, takrat so imeli probleme, je bil takrat požar v, kaj že bil tisti tower? Grenfell Tower, hvala, Grenfell Tower. Tako da smo zelo odlašali nekako predstavitev tega, da se ne bi ljudi izražali, da občina zapravlja denar za umetniške zadeve, namesto da bi investirali v stanovanjske razmere. No, tukaj tudi vidite, recimo, kako se spoji, je bilo kar problematično narediti cel kos. To je bil Haunted Chandelier, to je bila moja prvo naročilo za privatni javni prostor. To je bil hotel Mandrake v Londonu. In hotel Mandrake je inspiriran, cel hotel ima zelo lepe viseče vrtove. Tako da je bila ideja nekako, da mora ta lestenc izgledati, kakor da je nekako preraščen oziroma da je bil najdel nekje v džungli. Tako da je cela konstrukcija narejena iz železa in potem je na to konstrukcijo nanesen material, ki se imenuje jasmonite, jazmonit, verjetno v slovenščini. In kar je prednost tega materijala, je, da se ga lahko hladno nanaša. Sicer je ta material v bistvu izgleda kot bronz in ima občutek, ko se ga dotakneš, je čisto hladen, ampak v bistvu ni. Je bronz prah zmešan z enim takim akriličnim substratom, tako da se ga v bistvu nanaša kakor en gips na en način. No. Tako da je bil super primeren za kaj takega, ker je potem nekako začel tudi kot dol padati, kot ena sveča. Oni so vztrajali, da ta svečnik mora biti s pravimi svečami. Jaz sem predlagala, da ne, da mora
so rekli, da ja. No in potem v roku enega tedna so se premislili, ker so videli, da tale strop je bil 9 metrov visok, da je to zelo težko zamenjati in je to zelo rizično, da bo kdo dol padel in na koncu potem zamenjali za sveče z baterijami. Reli ključi je bila moja prva komisija za galerijo Fumi in je v bistvu nadaljevanje tega Haunted lestenca in isti material in ista nekakva konstrukcija, samo da tukaj je džezmonit zmešan z prahom od marmorja, tako da nekako deluje kakor ena taka, kakor so se korale recimo gor nanesle. In lučke so potem nekako tudi v to udelane. Ne? In videz je bil pol tudi nekako, da bi to potegnil iz morja. Potem sem se začela ukvarjati tudi s keramiko, to je tovarna v Italiji, kjer keramiko delajo. To je kolekcija, ki se imenuje Fortress, oziroma kaj so utvrdba? Fortress. Utvrdba je, ne? Utvrdba. In ta kolekcija je bila cela bazirana na tlorisu oksagonalnega stola, ne stola, čakaj, stolpa, hvala. Stolpa. Samo da smo potem to obliko potegnili, jo zavili, jo napihnili in z tega je potem nastala cela kolekcija. Tako da imamo večje in manjše vaze, potem so bili tudi svečniki, škatle. In v bistvu jaz sem bila zelo presenečena, ker začeli smo to kolekcijo, najprej smo naredili z 3D printanim bakrom, kar je bilo zelo drago in zelo zamudno in zelo težek proces. In potem so mi oni predlagali, da to lahko naredijo keramika. Jaz sem bila v bistvu zelo presenečena, da se to v bistvu tako da narediti z ulivanjem keramike. Potem to kolekcijo smo tudi razvili v večje in v manjše predmete, tako da so vaze, ki so velike 45 cm in tudi svečniki, ki so veliko manjše in to je tudi cenovno različna cena, tam od 200 do 1300 funtov nekje, ne. Tudi barvno se potem pri keramiki fajn, ker veliko barv lahko potem dodaš, to je bilo recimo rdeča, prej smo imeli bronz barvo, petrolno, ta je tudi železna, tudi tak izgled se da izgleda, kakor da je narejena iz kovine, samo ni, ne. Evo tale petrolna. In to je bilo potem že tudi slikano v Milanu, letos, aprila, kjer sem predstavila kolekcijo, ki se imenuje Since the World is Round, ker je svet v krogu. In je v bistvu cela kolekcija igra na to mojo obsedenost z okroglo obliko in na različne načine sicer. Hkrati pa sem hotela nekako narediti, da bi bile stvari veliko lažje, ker vsi moji izdelki iz marmorja so zelo težki in tudi izgledajo težki, ker pač moraš uporabljati debelejše plošče. Kovina ti da pa to možnost, isto podobno kot pri jedkanju, pri nakitu, da ustvarja zelo tenke linije, ki so kljub temu zelo stabilne. Tole je Celeste stol in Celeste konsola. To je v bistvu napol konsola, napol vanity desk, beauty desk s predalom. Material je železo in oksidiran bakar. Tukaj sem hodila uporabljati recimo materijale, ki jih pri nakitu nikoli ne bi mogla uporabljati. Recimo oksidiran bakar na koži ne moreš uporabljati, ker ti pač koža čisto pozeleni, pri pohištvu pa lahko. Celeste stol, tukaj sem se igrala s to idejo, da je pač nekaj, kar je zelo trdo in tanko in nekaj, kar je zelo napihnjeno. In v bistvu ta stol je zelo udoben, čeprav ne izgleda, ampak res je zelo super, se na njemu sedi. Problem je samo to, da je zelo težek. Ker je pač kovina. Čeprav je v zadnji del je narejen iz aluminija za hrbet. To je lunar stol. Razen nog so tukaj vse oblike okrogle. Krog je sedeži seveda, pa tudi tisto naslonjalo in tisto, kar drži hrbet in sedež skupaj. Ta je bil solar stol, to je navdih kakor vzhajajoče in zahajajoče sonce, zato sta dva v bistvu ista kroga, iste velikosti sta. Pa še na eni strani je samo en krog. To je orbit, že ime pove, tukaj ta orbita nekako združuje naslonjalo in sedež.
Najprej smo naredili ta stol za 3 noge, pa ni bil stabilen, pa smo ga malo spremenili na 4. In iz tega potem izhaja potem še ta stol, kar je nekako komercialna varianta, to je kao orbit stol za jedilno mizo, ki ga pač lažje uporablja za sedenje pri normalni mizi. Potem so bili zraven, tudi z istega jezika sem potem še uporabila še mizice, to je narejeno iz kovine, isto iz bakra in iz železa, uporabljamo iste elemente, krogi, polkrogi in kvadrati. To je bila čajna mizica, ker je prostor za, ne vem, časopisa, pa tudi za flašo, je rekel, tudi to redu. Je manjša, isti elementi in isti materiali. No in potem, tole bom še pokazala še par slik, kjer, kot sem že prej omenila, zelo je pomembno imeti dobre slike, sploh pa za spletno stran, pa za website, tako da mi konstantno fotografiramo z raznimi fotografi v raznih prostorih. To je bilo v eni hiši, preden so jo prodali, so jo od enih arhitektov. So zelo lepe teksture, veliko je bilo betona. A ni, kaj pa je? Je, ne? Pa tudi stole se mi zdijo kot eno tako osebnost, če daš 2 stola skupaj, ne vem, koliko da sta 2 človeka, ki se pogovarjate, recimo. Tukaj so vsi skupaj. No in to je pa eno snemanje, ki smo ga naredili posebej za Instagram, v bistvu zelo na hitro, barvno ozadje in postaviti stvari, ki smo jih imeli takrat v showroomu. In v bistvu pomembno najbolj tudi ta kontrast teh barv, ali pa v bistvu niti ne kontrastno, plavo, zeleno, plavo. To so izdelki v tovarni. Profili so vsi lasersko izrezani, deli so potem spajkani in potem so pobarvani. Tukaj se stoli sušijo. Mislim, to ni glih barvanje, to je en tak proces, nanogalvaničen proces, ki v bistvu ni galvaničen proces, ni v tanku, ampak je v bistvu se nanaša z sprejanjem. Tukaj se vidi, da so vsi narejeni na roko, končani na roko. To je konstrukcija konsole. In tukaj je potem še pobarvani materiali, končni rezultat. To je bil pa en drug projekt. Jaz sem šla na Japonsko za 2 tedna, sem dobila rezidenco, da sem delala z Urushi Master na Kakado, evo, to je tale na desni. Urushi Masteri oni so kot ena japonsko v bistvu nacionalno bogatstvo in jih tako tudi tretirajo, oni so v bistvu zelo spoštljivi do njih. In postopek, kako oni to nanašajo, je zelo dolgotrajen. Najprej oni naredijo to, recimo tukaj so, evo, naredijo te škatle iz lesa, potem te škatle so oblečene z bombažnimi trakovi, da nekako naredijo to prožnost temu lesu, ker les je zelo tanek v bistvu, da se ne bi zlomil. In potem začne nanašati ta lak. In ta lak se nanaša najmanj 30 slojev. In ta lak se mora potem posušiti, potem vsakič, ko se posuši, ga zbrusijo, potem še narisijo enega. Tako da te 2 škatle so rabili 9 mesecev, da so jih naredili. Samo lakiranje traja 4 mesece. Ne. Sam pa res naredijo zelo lepo, zelo je vse natančno, traja dolg časa. In ta mister na Kakado je on tudi iznašel, začel uporabljati te barve, ne, recimo tle so roza, zelena, plava, ker niso tradicionalne barve za lak. Tradicionalne barve za lak so rdeča, črna, les, tako da sem jaz potem hotela tudi uporabljati nekaj, kar je v bistvu značilno za njega. In projekt je bil tudi od malega do velikega, tako da smo tako zastavili, da bo projekt okrog vanityja. In zato je to so potem nakit, to so vsi uhani, razni. Tukaj so tudi v rdeči, to so te tradicionalne japonske barve. Tako smo naredili nakit, škatle in naslednje leto delamo pa skupaj tudi še vanity mizo in stol, tako da pride vse od malega do velikega. In to ima japonska vlada potem to podpira, da se ta del te industrije razvija. Problem je pa v tem, ker so te industrije, mislim, to, kar je pač tako dolgo časa traja, da se to naredi,
so ti objekti blazno dragi, ne. Recimo te škatle so po 9000 funtov. Sam to se odraža potem tudi v tem, koliko časa pač oni rabijo, da to naredijo, ne. 9 mesecev. To je bilo na zadnji luč, ko smo naredila z galerijo Fumi, Willow Light, vrba žalujka, in je bila v bistvu inspirirana direktno iz Japonske, ker tam ima zelo posebne take vrtove. In sem hotela stvariti nekaj, kar deluje organsko, pa je narejeno v bistvu iz čist takih geometrijskih predmetov, no, elementov. Material je bil medenina, oksidirana. In to so predstavili potem v PAD. PAD je Pavilion of Art and Design, ki ga imajo v Parizu in Londonu enkrat na leto. Na desni je pa v Salon v New Yorku. In to je en čist tak drugačen trg, kot je recimo Milano. Milano je nekako bolj izdelki, bolj, ne bi rekla za masovno proizvodno, ampak bolj industrijsko izdelani izdelki. Tukaj so pa bolj nekako ročno izdelani izdelki v zelo omejenih količinah. Ne. Recimo ta je serija 7. Recimo tele škatle so isto, ne. Tako da zmeraj so tukaj pol v manjših serijah, ki se pol tudi odraža tudi v ceni, ne. Pol še malo iz tiska, evo, to je bila tudi nizozemska L za stolom. Tale je bila, ne vem, francoski L Deco, se mi zdi. Ja, tudi tam vidite tista konsola. Potem najbolj pomembni časopis za prodajanje za nas je Financial Times, How to Spend It, ker pač big spenders kupujejo ta časopis. In tale zadnji, tole je bila pa razstava v Matter of Stuff galerijo med London Design Festivalom. Tako da zdaj sem potem začela tudi razstavljati ne samo v Milano, ampak tudi v Londonu, ker London je septembra, Milano je pa aprila, tako da je v bistvu uporabljam London kot eno nadaljevanje kolekcije iz Milana, da dodamo še recimo dodatne ali barve ali pa kose, recimo te Orbit Miste so bile lansirane tukaj, ker jih v Milano še nismo imeli. Kot zadnji slajd je pa, to je pa moj showroom, ki ga imam samo za pohištvo. Prej sem pokazala trgovine za nakit, to je pa zdaj, to je pa v stanovanjski hiši v Pritličju, v Notting Hillu v Londonu. In je drugačnega značaja, pa to v bistvu namenjeno bolj oblikovalcem za interijer, tako da se oni ponavadi potem naročijo in potem in pokažemo vse izdelke, to ni zdaj, da bi kdo prišel iz ceste, pa bi to lahko pogledal. Mislim, lahko, če se naročijo, ne pa da kar pridejo notri. In za pohištvo v bistvu naše stranke so zelo drugačne kot za nakit. So v bistvu večino oblikovalci za interijer ali pa ljudje, ki si mi želijo imeti posebne kose. Čeprav tudi te manjše predmete tudi prodajamo, recimo prodajamo tudi Bergdorf Goodman ali pa Wallpaper Store in tako naprej. Ampak je v bistvu čist drugačen. Najbolj se pohištvo se mi zdi razlikuje od nakita najbolj pri kupcih. So čist drugačni kupci in pa seveda serijsko je drugačno, ker je vse izdelano po naročilu. Mi v bistvu nimamo skoraj nobene zaloge, ne. Pri nakitu je pa vedno bilo v tem, da moraš imeti na zalogi, da ljudje lahko takoj kupijo, da lahko takoj dostaviš, ne. To je zadnji slajd. Hvala. Halo, ja. Šanja. Mogoče bom kar jaz začela, lahko? Daj, no. V bistvu nisi nehala delati nakita. V bistvu se meni zdi tako, da ti je nakit postal nezanimiv. Zakaj? Zato, ker je postal trend v nakitu, da so kosi postali manjši in manjši. In ko se ti enkrat iz tazga kosa naredi takole majhnega, se zelo težko izražaš, ne. To je bil glavni problem. Po drugi strani pa tudi prostor je postal prenasičen. Takrat, ko sem začela jaz delati nakit, je bilo mogoče v Londonu, ne vem, 10 oblikovalcev nakita in velike blagovne znamke niso imele še svojega oblikovanja nakita, dodelanega, niso ga tudi prodajale, ne. In potem, ko so oni nastopili naenkrat na ta trg, je postalo to, kar se je pol imenovalo branded jewelry. In vsi te, ki to kupujejo, ko so večino nove države, recimo, ki so prišle zdaj do denar, recimo Kitajci, Indijci in tako naprej,
Oni potem raj kupujo nekaj, kar je recimo narejeno od Louis Vuittona in je označeno z njihovim rozeto, tako da vsi vejo, da oni imajo Louis Vuitton. Ne. Tako da je postal trg nekako zanimiv. Ne, da mene ne zanima nakit, ne. V bistvu je trg tisti, ki se je spremenil. Ne. Potem v bistvu ti kot priložnost svojo pač oblikovalki vidiš v tem, da si postavljaš pač nove izzive sebi kot oblikovalki in v bistvu to je vas point tega, da si oblikovalca. To, pa tudi dolg čas mi je bilo, veš, mislim, če delaš 20 let nakit, mislim, kaj še lahko naredim, ne. Mislim, zmeri mora biti tako recimo zauhane, ne sme biti pretežek. Prstan ali pa zapestnica mora biti tako, da imam jaz lahko roko čez rokav, ne. Tako da so zmeri iste omejitve. Tudi materiale določene ne moreš uporabljati. Zmeri so iste problemi, če se stvari zlomijo. A veš, recimo, takih problemov toliko nimamo. Recimo, če kdo zlom vazo, če mi bo prinesel nazaj, sorry, jaz ne moram pomagati. Pri nakitu pa nekako ljudje pričakujejo, ne vem zakaj, da mora biti to zmeri uporabno in do 100 let, ne. Ker takrat, ko si začela delati nakit, si v bistvu inovirala pač ta nakit v smislu, da si naredila iz nakita fashion, ne? Ampak vsem so ljudje mislili, da mora pač to biti trajno, čeprav je fashion ni trajan. Ne, jaz sem vse to kot prvi moj koš, če si videla tisti 7 Sins, je bila fora v tem, da sem mislila, da ljudje bojo veseli, ker se bo razrešila enega greha. To je bil koncept. Samo ljudje niso, oni so hoteli to obdržati za zmeri, ne. Ja. Vabim še publiko, nekaj vprašanj, ne, sva še pripravljene. Ja, lahko. Tako da če, ja? Evo. Jaz sem 2 vprašanji, eno bolj konceptualno, eno pa bolj praktično. Ti si dostikrat omenila, sploh ko si govorila o nakitu, kako si v bistvu s preizkušanjem, ne, z rokovanjem, z materialom prišla do nekih rezultatov oziroma do tega, kako se material obnaša. Kakšen je pomen naključij pa eksperimenta v tvojem oblikovanju? Drugo vprašanje je pa v bistvu glede sodelovanja z galerijami, zdaj pri Pohištvu recimo Fumi Gallery, kako to poteka? Ker recimo jaz poznam Creo Gallery iz Pariza, kjer oblikovalcu naroči serijo in jo potem oni ekskluzivno tržijo. Ali je v bistvu, kako deluje ta v bistvu trg limited edition serij v dizajnerskih, v design galleries, no? Imaš 2 koncepta. Eni so tako, kot so Creo, recimo pa Carpenters, oni v bistvu naročijo serijo, oni to naredijo, držijo to po svojih skladiščih in potem prodajajo, ne. Eni so pa tako, kot so Fumi, pa malo drugače, oni pa delajo nekako po naročilu, ne, omejijo serijo, pa jo potem na tak način naredijo. Sam, kad dela z galerijo, to ni isto, kot takrat, ko jaz sama delam. Oni svoje mnenje, a veš, in tudi oni povejo, to pa nam ni všeč, mi pa malo bolj tako, ali pa ta material naše stranke ne marajo, ne. Tako da je, v bistvu delaš na en način, je sodelovanje, no, ni naročnik, ampak je nekako sodelovanje, ne. Kar se pa eksperimentacije tiče, naključnost je zelo pomembna, ne. Posebej, če delaš z enim takim materialom, recimo pihanje stekla, ki ni v kalup, je zelo naključje, ali pa delati z verisco, ker ne veš, kako se bo obnašala, lahko gotovi samo, ko jo probaš, ne. In to, recimo, delanje z verisco, to je bil zelo dolgotrajen proces, to ni bilo kar tako, ena kolekcija, to sem malo naredila, pa sem malo probala, pa smo imeli malo tam na mizi, malo sem gledala, pa drugo verico naročila, pa je sprobala z drugo verico, tako da je bilo veliko testiranja v bistvu, ne. Tako da ene stvari so veliko testiranja, ene, ki so pa recimo ulivanje, je pa končni rezultat, ne. Tako da odvisno od tehnike, ene tehnike so bolj eksperimentalne, recimo tudi ta Jasmonite je zelo eksperimentalen. To je bilo veliko časa, smo pogruntali, kako bi to naredili, kako se to zmeša, ne, tako da je res odvisno, ne. Hvala. Hvala. Mogoče še to, mogoče si ljudje predstavljajo, da imaš ti, a veš, da si imela pri nakitu, ne vem, tako eno, ne vem, tovarno. Mogoče malo razložiš ta produkcijski proces, pa razliko med tem, kako se je delal nakit, pa kako zdaj delaš s Pohištvom, mogoče. Ja, najprej smo imeli pri nakitu, jaz sem tako začela, da sem imela svojo delavnico. Najprej sem, jaz tudi sama sem ves nakit delala na začetku, ne, potem valjda, kad dobiš naročila, je malo težje, tako da sem malo drugim ljudem dala, pa tudi ljudi zaposlila. Ampak potem smo v bistvu zelo ugotovili, da je pa to totalna izguba denarja. Mi delavnico v Londonu, da smo v bistvu izgubila denar vsak dan, ne. Tako sem potem to zaprla in potem sem začela sodelovati z raznimi tovarnami, da so oni potem za mene izdelovali. Pri Pohištvu pa nimam nobene delavnice, sploh ne. Mi vse, kar delamo, je na računalniku in sprintamo modele in potem jaz hodim v tovarne gledati in one delajo vzorce.
Še kakšno vprašanje mogoče? Še kakšna rokca? Jaz bi pa vprašala, kako je pa z marketingom, pa tudi z finančnim vložkom, kdo te podpira oziroma kako je s tem? Ja, to je sama podpiram. Ker Sama vlagam. večje vsote, ne, mislim, sploh pohištvo, ne, ker nakit ni odvisno zdaj kakšen je, ne, ampak to je najprej majhna nek vložek, tem je pa en velik, ne, to torej. Nakit je v bistvu lahko večji vložek kot pohištvo. Tudi, ja, odvisno. Ja, odvisno od Če se materijala, pravi kam, tako ja, odvisno od materijala. Ja, sama vlagam, tako bom povedala. Sama vlagam, kar je pa zelo dobro pri pohištvu, ni vlaganja v stok, v inventar, ne. Niti treba nič vložiti, ker v bistvu vse je narejeno po naročilu. Pri nakitu moraš pa ti veliko vlagati v produkcijo in tudi tovarne imajo minimume, tako da moraš naročiti ne samo en kos, jih moraš naročiti, ne vem, najmanj 10. Pa imaš prstan vsaj 3 velikosti, to je že 30 kosov, pa hočeš imeti v zlati, pa v srebrni, je to 60 kosov, ne. Tako da v bistvu investicija v nakit je lahko še večja, kakor za pohištvo. Množina je povezana, Tako, ja. s količino. Tako. In tudi potem stranke pri pohištvu, potem one plačajo vnaprej 50%, ne. Tako da s tem ti v bistvu financiraš produkcijo, ne. Tako da nekako je podobno, no. Podobno bi jaz rekla. Torej, v glavnem pohištvo po naročilu, ne. Pohištvo po naročilu samo investirati moraš v vzorce, ne. Ja, Ja. hvala. Ja. Še kdo? Mene pa zanima, če lahko, prej ste omenili vaše začetke, kako ste začeli s temi slušalkami, ampak verjetno ni bilo neko naključje, to samo, ne, če lahko malo več poveste o tem. Drugo, kar me pa zanima, je kako, iz kje črpate nove ideje. Kako, kaj? Kako? Od kje črpate nove zamisli oziroma nove ideje za produkte? Nove ideje iz glave, ne vem, kako rečem. Mislim, to tako pride, mislim, ne vem, zmeraj opazujem, mislim, mi zdi, da ideje pridejo iz opazovanja, iz oči. Ko gledaš, opazuješ in ko opazuješ, dobiš eno mnenje in to mnenje, jaz bi pa to tako naredil ali pa kaj pa, če bi bilo to nekaj drugačnega. Tako da se mi zdi, da to iz tega izhaja, ne. Kar se tiče pa tistih slušalk, mislim, naključje je bilo to, da sem jaz v tistem pravem trenutku, da je bila ta ženska tam, da je ona to hotela imeti. Samo to je bila samo ena od stvari. To ni zdaj tako, da sem je od tega polkrat cel svet odprl, ne. To je bila, takih naključjih mora biti kar veliko, ne, na dnevni bazi. Tudi en neki kup je to naključje, da nekdo to vidi, a veš, tako da to je nekako vse nekako povezano, ni samo ena stvar, tako da se mi zdi, ni bilo nobenih takih prelomnic. To je bila sicer ena prelomnica, ampak po tistem bi lahko tudi nič se ne bi lahko po tistem zgodilo, a veš, bi imela pač naslovnico Voga in Svobod, ne. Moraš potem nadaljevati, da si potem nekako skozi probaš ustvarjati ta naključja, ne. Ampak je sreča dosti velik faktor tudi, ne. Ok, še tole vprašanje, potem bomo pa odprli razstavo, ne. Ja. Živjo. Živjo. Mene pa zanima, koliko pri oblikovanju, ne, koliko da ste vi poudarka na to, kaj trg želi, se pravi v raziskavo tržišča, pa koliko imate vi dejansko svobode, da naredite nekaj, kar bi si sami želeli ali pa, a veste, ta razmerje. Razumem, ja. Oboje je pomembno, ne. Moraš delati nekaj, kar si sam želiš, hkrati moraš pa tudi videti, kaj si trg želi, ker najhuje je to, jaz zmeraj tako pravim, da kos nakita, ki ga noben nosi, mrtev kos nakita, ker če ti leži v omari, je to brez veze, ne. Tako da moraš delati nekaj tazga, kar ljudje hočejo imeti, ne, to je zelo pomembno, tako da zmeraj nekako gledam, kaj ljudje hočejo imeti, ampak to ni recimo, da je stilistično, ampak recimo pri pohištvu je recimo tako, najbolj prodajani so stoli, mize, svetila, ok, če to veš, nekdo bo rabil eno mizo imeti ali pa en stol, ne, tako da, če pa delaš ti en tak objekt, ne vem, čist nekaj posebenega omara za čebele ali pa ne vem, kaj tazga, je pa zelo malo strank, ne. Tako da na ta način moraš nekako gledati, kaj bi šlo, ne, se mi zdi dosti pomembno, ampak kljub temu moraš biti dosti svoboden. Kar se pa galerijskih kosov tiče, je pa tako, da v bistvu, takrat si pa lahko malo bolj svoboden, ker rabiš v bistvu samo enega ali pa dva ali pa 3 ljudi, da to kupijo. Tako da si lahko veliko bolj eksperimentalen, ne.
Ja, še to. Pogosto se pogovarjamo o tem, da ustvarjalec je zelo težko, poleg tega, da ustvarja še podjetnik in poslovnež. Kako ti to rešuješ? Zaradi tega, zdaj, ko si govorila, nenehno govoriš v množini, mi smo naredili, verjetno imaš neko ekipo, ki dela s tabo. Tako, nisem samo jaz, ne, če sama tega ne bi zmogla. Ne. So pač ljudje, ki delajo z mano, ki so dizajnerji, tudi za različne zadeve, za 3D, za grafiko, fotografi, tudi ljudje, ki mi pomagajo svetovati, ne vem, tudi za legalne zadeve ali pa za pogodbe, ki ti pomagajo najti posel. To je veliko ljudi, ne. Zato, sem potem hodila tudi, ko sem začela delati po hiši, sem hodila to drugače, da to ni Lara, to ni moje, to je studio. In v tem studiu dela pač ljudje, nekateri so stalno, nekateri pridejo, samo to je nekako skupinska zadeva. Ne. Ker jaz sicer vodim, ampak sama ne bi tega mogla nikoli. Ne. Ja. Studio vključuje tudi PR pa marketing ali ste bolj oblikovali? Ne, PR pa marketing je zunanja oseba, ki dela z nami, ampak mi delamo znotraj, pa delamo ta content, ne, za Instagram, čeprav tudi ne zmeri, tudi kakšni drugi naredijo. Sem pa takrat rekla, je fajn, če ti kdo kakšen si sposod, pa kakšno dobro fotko naredi, to je super, ne, da ti ni treba skozi to delati. Ne. Ampak ja, v bistvu pa o tem tudi veliko razmišljamo, ne, veš kaj, ker mora biti v današnjem času, mislim, toliko je teh stvari, da moraš nekaj narediti takega, da bo opazno, ne, tako da je tudi to pomembno, da veš, kaj nekako ljudi hoče, pa kaj bi bilo bolj opazno kot drugo, ne. Ok. Ja, kaj pa s tem? Ja, kaj s prodajo? Ne, zaenkrat ne, bi bila pa rada, poznaš koga? Ok, to je to. Hvala lepa, Lara, da si vzela čas za nas danes. Zdaj pa še vse vabimo na otvoritev razstave Pohištva, ki je v projektnem prostoru tako po diagonali čez dvorišče. Premikajte se počasi, zato ker bomo pač, vzamite si čas, no, tako. Kaj? In potem pa prosim, da pridete poslušati Jasmino Dexter, ki z nami tukaj v prvi vrsti sedi, ki nas bo popeljala po svojih glasbenih doživetjih. Ok? Hvala.